Dobro, bom jaz čisto na kratko vse prav lepo pozdravil, da ste prišli. Mislim, da bomo imeli en prav tak zanimiv večer. Danes imamo v gosteh Boštjana M. Turka. Jaz mislim, da ga vsi poznamo. Redni profesor na Univerzi v Ljubljani. 3 dni. 3 dni. Za kar mu iskreno čestitam. Hvala. Doktoriral je na Sorboni v Parizu, poznamo ga kot publicista, kot komentatorja, gledali smo ga na Faktorju, na Uri moči, zdaj je Ura resnice. Ura resnice, ja. Tako. In meni je res všeč, ker je tak pronicljiv, tak zelo dobro zadan, zelo lep način opiše, ko jaz temu rečemo, stanja duha v naši družbi. In danes bo tudi tema podobna, se pravi, govoril bo o njegovi zadnji knjigi, Knjigi svobode, ki nekako vleče to stanje duha, oziroma stanje v naši družbi še iz predpretekle zgodovine slovenske in relacije med njimi. Ne bom nič jaz o tem povedal, ker vem, da bom veliko bolj prav in veliko lepše povedal kot jaz, tako da mu predajam besedo. Hvala lepa vsem, ki ste prišli, hvala lepa profesor Skočaju, ki je imel pač to voljo, da je to organiziral, da smo se skupaj dobili. Bi rekel, ko sem prišel v Vrhpolje, danes sem prvič tukaj, ampak sem slišal seveda za vas že nekaj časa nazaj, oziroma že te znane epizode iz osamosvojitvene vojne, in danes smo imeli malo dilemo, ali gremo, bi rekel, k maši, ali gremo gledati tisti, se pravi, znameniti buldožer, In potem se odločil, ker sem danes je praznik svetega Frančiška in sem bil že pri frančiškanih pri maši že enkrat. No, in seveda to je, sem rekel, s tako malo bolečino, ker sem gledal tisti buldožer, sem rekel, vidite, to je nemogoče v Ljubljani ta buldožer postaviti, kot spomenik, zraven tega Teodozijevega križa, ki je pač umešča Vrhpolje na zemljevid svetovne zgodovine. Nemogoče je postaviti, ker buldožer z sprednjo, bi rekel, z sprednjo lopato, oziroma, kako se to reče, z sprednjim kako se to reče? Desko. Tlači rdečo zvezdo, ki je zlomljena. To je nemogoče v Ljubljani to postaviti, zato ker bi takoj priletel ne vem kdo in nazadnje bi se to končalo še s kakšno kazensko ovadbo in tako naprej. In ta knjiga je posvečena, ljudje so mi ogromenkrat, ko sem hodil okrog, in tako rekli, da je vse izgubljeno in vse izvedno levi zmagajo in tako, in ta knjiga je prav en tak, bi rekel, opomin, da se splača upati, da se splača, bi rekel, verovati v Slovenijo, v slovensko našo skupno usodo, In to recimo vi to mogoče razumete veliko bolje, kaj je vsebina te knjige, ki ste enostavno zlomili rdečo zvezdo in imate še danes, kot sveti Jurij, ko je imel, bi rekel, zmaja, poteptanga za sulico, to vaš buldožer z desko, kot se temu reče, tepta rdečo zvezdo, in to je ena najlepših simbolik, ki si jih človek lahko zamisli, in temu je seveda posvečena ta knjiga. Ta knjiga je nastala, 2 pobudi sta bili za to knjigo. Ena pobuda je bila, da so na zbirališču nekdanjih narkomanov v Ljubljani, to je tovarna Rok, odprli spomenik izbrisanim. In spomenik izbrisanim je spomenik, ki onečašča slovensko identiteto, ki onečašča slovensko nedavno zgodovino, ki onečašča žrtve osamosvojitvene vojne, katerim je posvečena ta knjiga. V tej knjigi mislim, da je edina knjiga v Sloveniji, kateri na prvi strani piše: knjigo posvečam spominu vseh, ki so v vojni za slovensko samostojnost darovali svoja življenja. In ta knjiga, in sem jaz rekel, dajmo napisati eno knjigo, v kateri bomo povedali in utemeljili to na tak širok način, da
ti, ki postavljajo spomenike izbrisanim, lahko postavijo 100 spomenikov izbrisanim, kjerkoli, 500. Lahko 3 spomenike dajo med Teodozijev križ, zaprejo cesto, med Teodozijev križ pa buldožer. Pa to ne bo nič. Zato, ker mi imamo spomenik, ki je, kot bi rekel rimski pesnik Horac, spomenik, ki je trajnejši od brona, in ta spomenik je naša država, naša republika. 25.5.91 razglašena, 26. se je vojna v Sloveniji, v bistvu vi ste prvi kraj, ki je doživel to vojno, ne, sprav, ta spopad, v katerem je sodeloval znameniti in legendarni buldožer. Potem 25. oziroma 15. januarja 2022. leta mednarodno priznana, a ne, in ta spomenik je tisto, kar je neminljivo. Torej, to, kar smo mi doživeli, popisujem v knjigi, a ne, so sanjali rodovi Slovencev. Slovenci smo na tem prostoru od tam nekje 6. do 7. oziroma od 7. stoletja naprej, a ne, z naselitvijo smo se potem mešali z staroselci in se potem z pokristjanjenjem v 8. stoletju z brežinskimi spomeniki pridružili evropski civilizaciji in zahodu in obstali. Noben narod, ki, pravim v knjigi, noben narod, ki ni sprejel krščanstva, ni preživel. Nobeno ljudstvo v zgodnjem srednjem veku, ki ni sprejelo krščanstva, ni preživelo. Nobeno. Ne frankovsko, ne romansko, ne germansko, ne slovansko, nobeno. In to je ta odločitev, ne? In zato je tudi, bi rekel, na naslovnici knjige je slika Franceta Kralja, oznanjenje, ne? Zakaj, mislim, to oznanjenje, o tem ne moramo zdaj govoriti, je tudi svetovni unikum, a ne? Jaz sem član Evropske akademije znanosti in umetnosti in tudi dekan 1. razreda in sem objavil eno širšo razpravo, zakaj je ta slika svetovni unikum, a ne? To oznanjenje, v pač reviji, se pravi, to je znanstveni časopis Evropske akademije znanosti in umetnosti, na leto je od tega, ne. Zato je unikum, ker nikjer v nobeni zgodovini oznanjenja nista Angel in Marija združena v eno samo plosko likovno. Vedno je angel ločen od Marije, ker sta dva svetova. Angelov svet je svet Boga, svet večnosti, svet Marije je svet človeka, svet minljivega. Marija, kot Kristus je imel Božjo po Kalcedonskem koncilu, Božjo in človeško naravo v enaki meri in Božja in človeška narava v njem sobivata nedeljeno, nepomešano, to je formulacija pač iz Kalcedonskega koncila. Ampak oznanjenje seveda je zanimivo zaradi nečesa drugega, ne. Slovenci vstopimo v zgodovino v 8. stoletju z brežinskimi spomeniki. V 9. stoletju morate vedeti, brežinski spomeniki so prepisi prepisov. Kažejo na izredno bogato kulturo in duhovno kulturno življenje naših prednikov. In potem Slovenci postavimo, bi rekel, neke vrste rekord, smo pač neke vrste unikum med evropskimi narodi, namreč v tem smislu, da smo navzoči v prostoru od 8. stoletja naprej, z brežinskimi spomeniki, ki so neverjeten akt kulture, v evropskem smislu so izredno relevantni, zato ker so prvi slovanski zapis v latinični pisavi. In to je naš slovenski nezamenljiv prispevek kljub 100 spomenikom izbrisanim, a ne, evropski kulturni dediščini. Potem druga stvar, mi Slovenci ne samo, da smo se z brežinskimi spomeniki pridružili evropski kulturi, ampak smo tudi ustvarili potem kontinuum besede, a ne, Trubarja, Prešerna, ves čas je bila beseda, ne, v reformaciji, Dalmatin prevede, potem je Japelj, potem je Slomšek, potem je Cankar, potem je Župančič, prej Prešeren, potem je Kocbek, ampak ves čas smo imeli Slovenci besedo. Nikoli pa države, republike. Ampak jaz pravim, ob dopolnitvi časov, a ne, ob
padcu in zrušenju svetovnega komunističnega sistema Slovenci pridemo do svoje države. Kaj se zgodi? Zgodi se to, kar se je zgodilo v oznanjenju. Beseda, naša zgodovinska beseda, od 8. stoletja naprej spričana v prostoru, ki je bila govorjena predvsem preko duhovnikov, ker večino časa, da je slovenstvo preživelo in da mi danes govorimo v jeziku, v katerem govorimo, se imamo zahvaliti duhovnikom, ne toliko katoliški cerkvi, seveda katoliški cerkvi, predvsem duhovnikom, ki so skrbeli med pridigami, ki so skrbeli za kontinuiteto slovenske besede. Žal so bila stoletja v našem razvoju, ko je slovenska beseda se ohranjala zgolj v ustih duhovnikov in katoliške cerkve, konkretnih duhovnikov. Najbrž v Vrhpolju cerkev imate tam iz 15. stoletja, sem prav povedal. Ne, ta stara cerkev. No, 17. stoletje, a prej je bila tudi najbrž kakšna cerkev, se je slovenska beseda, ker pridige so bile vedno, Janez Svetokriški ni oddaleč tukaj doma, čeprav Sveti križ ne obstaja več, zdaj je Vipavski križ, in beseda vedno se je beseda slovenska govorila med ljudmi preko duhovnikov, ker nismo imeli, drugih institucij nismo imeli, pač veliki narodi so to imeli, mi tega nismo imeli. No, in slovenska beseda je doživela pač to, da je beseda meso postala, jaz pravim, da je logos je dal republiko, 25.6.91. leta, se pravi na dan, ki se ga vi vsi tukaj prisotni zagotovo spominjate, se rodi naša slovenska država, oznanjenje, beseda je meso postala, logos je dal republiko, Slovenci smo prišli do naše države, vsi tisti mi, ki smo, se pravi, na plebiscitu, ta pa je bil 23. decembra leta 90, glasovali za in mislim, da ni nikogar tukaj v dvorani z izjemo vaših otrok, čeprav vidim, ki ne bi bili takrat na plebiscitu in ne bi glasovali za. Vsi smo prispevali k temu, mali kamen k temu mozaiku, tako kot v cerkvi so mozaiki patra Rupnika, ki imajo danes recimo nekoliko drugačno slavo, kot so jo imeli še recimo 3 leta nazaj, ampak mozaik je mozaik, se pravi, vsi mi smo prispevali k tej državi, ki je naša največja vrednota in naš največji ponos. In tega oni ne morejo preboleti, zato ker je knjiga tukaj potem naprej, zato ker Slovenija nikoli ni bila njihova intimna opcija. Zdaj pa, zakaj, pa jaz popisujem, sem našel ogromno materijala, da popisujem, da je slovenska osamosvojitev v bistvu plod nas, ljudi, nas samih, ki smo imeli ta pogum in to moč, da smo to izpeljali, izvedli in imeli to neverjetno srečo, da smo imeli najbolj kvalificirane predstavnike oblasti, ki so bili sposobni idejo ljudstva, naroda, se pravi, narod je povedal na plebiscitu, da želi svojo državo, noter omenjam v knjigi tudi Alojzija Šuštarja, ki ga imam skupaj s katoliško cerkvijo za enega odločilnih dejavnikov pri plebiscitu in odločilnih dejavnikov pri nastanku slovenske države. Mi smo šli proti volji tega establishmenta oziroma oblasti, ki sta takrat posebljala Milan Kučan in Janez Stanovnik, zato ker potem popisujem noter, da danes Kučan sicer lahko govori o tem, da je on tudi slovenski, noter imam vse te njegove izjave zbrane, ki so dobesedno neverjetne, so pa resnične, zato ker sem jih pač prepisal iz virov, iz medijev, kjer je on to govoril. On danes govori, da je slovenski rodoljub, celo to, da obeša ob vsak praznik, da obeša 2 zastavi, da obeša zastavo Evrope in zastavo Slovenije. In da to si predstavlja, da mu Štefka pomaga tam, ima stol da tako, Mila mu stop gor, ta zatakalna, ki je malo manjši in tako. In on je zdaj glavni rodoljub, ampak ti ljudje so naredili vse v knjigi, natančno popisujem, so naredili prav vse, da bi nikoli ne prišlo do samostojne Slovenije. In kažem na to absolutno hipokrizijo,
tudi današnjih politikov, Goloba in Pirc Musarjeve, ne, ki je, recimo, vi morate vedeti, da je bilo leta 1991, ko smo se osamosvajali, potrebno sprejeti nekaj ključnih zakonov za osamosvojitev. En ključnih zakonov za osamosvojitev je bil zakon o slovenski vojski. Vi ne morete imeti države brez vojske. Vojske pa ne morete dobiti, da bi recimo mi zdaj v Vrhpolju izglasovali, da bomo imeli svojo vojsko. Ne. Vojsko mora izglasovati republiška skupščina in določiti zakon sprejeti, kdo bo vojsko financiral, kako bo organizirana, kje bo nastanjena, kakšni bojo čini in tako naprej. Ne. Vse to mora nekdo narediti skupščina. Ne. In v tej skupščini Miran Potrč, to pišem noter, ki je bil, bi rekel, star komunist v tem slabem pomenu besede, ne. Kajti v Jugoslaviji, tudi pišem, ne, so vse prave komuniste, s tem ne strinjam, ampak glede na to, da recimo pa ne spoštujem vrednoto, se reče načelnost, pa če je kdo načelen komunist, se mi zdi tako, da dobro, se tudi gledam, recimo imate načelne Hare Krišnovce v Ljubljani, tle vam je prezaneseno, Hare Krišna, Hare, pojejo skozi, hodijo gor dol, so zelo načelni. Jaz spoštujem ne Hare Krišno, ampak njihovo načelnost, da to počnejo, čeprav vem, da so v zmoti. Tako spoštujem tudi recimo načelnost pri komunistih, čeprav vem, da so pa še v hujši zmoti. Ne, ampak Potrč ni pripadal skupini tistih, ki so bili načelni, ker tistimi so pospravili leta 1948 in onkraj tega so bili pa komunisti, kot pišem v knjigi, zelo sem našel pač zamolčane slovenske zgodovinarje, ki so pisali knjigo recimo o Yugoslav Communism, to je bil Charles Zalar, ki jo je ameriški kongres predstavil in v tej knjigi je prvič omenjena, noter ima intervju Jože Pučnik, Taras Kermauner, Veljko Rus, ki so bili še vsi mladeniči, leta 1957, ne, kako je komunističen sistem jugoslovanski brez vsake morale. Da ljudem, ki jih sprejmejo v partijo, poskušajo najprej v glavo ubiti, da Boga ni, ne, da imajo tukaj, to piše vse noter, ne, da imajo tukaj velike probleme, ker predvsem otroci iz, bi rekel, nemestnih okolij, ne, se nočejo Bogu odreči, ne, potem pa vstopijo v partijo, pa so hkrati premaši. Ne. In to je bilo nekaj, kar je bilo za komuniste zelo, zelo nesprejemljivo. Ne. Po Titovi smrti je bilo itak vse. Ne. Hočem reči, ne, ampak Potrč je bil pripadnik tega, ne, se pravi establishmenta oziroma tako imenovanega novega razreda, ne, ki to je izraz od Gillesa, ga pa jaz uporabljam in je eden ključnih izrazov, ki vse pojasni. Ne. Namreč komunisti niso mogli sprejeti Slovenije, ne, zato ker so natančno vedeli, da bi Republika Slovenija uresničena po, bi rekel, zakonu in ustavnih odločbah iz 25.6.91 pomenila njihov neposredni konec. To ni nič novega, to se je vse zgodilo v vzhodni Evropi, v deželah pač nekdanjega realnega socializma, kjer so se pač vsi ti gospodje tovariši, kot jih jaz imenujem, novi razred so gospodje tovariši, Kučan in Stanovnik sta gospoda tovariša, ne? Kučan in Stanovnik oba sta imela vile v Murglah, oba sta jih odkupila za bi rekel, malenkosti, ne? Po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu in Janez Stanovnik je bil absoluten rekorder med upokojenci po pokojnini. Nihče v Republiki Sloveniji ni prejemal, mislim, da tako visoke pokojnine kot Janez Stanovnik. In to pokojnino ni zaslužil s svojim delom, ampak je zaslužil zato, ker je bil delegiran tja od socialistične oblasti Republike Slovenije oziroma Jugoslavije v New York. Ne. In to vse popisujem in ti ljudje so predstavljali tako imenovani novi razred. Ne. Kučan, Stanovnik, Potrč in ti. Ne. In novi razred je točno vedel, da bi Republika Slovenija uresničena tako, kot je na tem vrhpoljskem bagru, ne, oziroma buldožerju, ne, poteptana rdeča zvezda, pomenila konec njihove oblasti. To pa bi pomenilo tudi konec njihovih privilegijev. Ne. Ta novi razred je najbolj uporaben pojem, to je recimo, pove ga en stavek, ne, vsakega tam okrog 8. 10. januarja imamo v Dražgošah ta veliki praznik, ne, se pravi laži, ne, ker nič, kar komunisti praznujejo,
ni resnično. Ne. In ta veliki praznik laži, kamere pokažejo, pa še malo tako okrog, da človek sprašuje, pa česa je tukaj več, a je več rdečih zvest ali črnih Mercedesov. To je to. In ti ljudje, Kučan, stanovniki in to, potrco točno vedeli, da bi Republika Slovenija pomenila njihov konec. Tudi fizičen lahko, kajti ta novi razred, to je pač kot v Moskvi, se je oblikovalo, to se je že tam oblikovalo, se pravi, a veste, ta moskovski pa sovjetski partijski aparat je imel vse mogoče privilegije, najboljše avtomobile, imeli so trgovino, kjer so imeli lahko zahodne, se pravi, dobrine, lahko so potovali, ampak to so vse delali, kot ti komunisti vedno znajo, tako kot je tudi Golob, to bom povedal pol v drugem delu, je prišel, oni vedno lažejo. Mi kristjani smo pa demokrati smo zavezani besedi. Kot imate v moji knjigi, beseda je meso postala. To je največja beseda, se je zavezala človeku, je stopila s človekom v nepovratno zavezo. Bog je postal človek. Mi smo vezani, da A je A, B je B, ja je ja, ne je ne. Tudi smo vezani, to, kar pišem noter v knjigi, preko slovenske mentalitete, ker naša mentaliteta izhaja še vedno iz Avstro-Ogrske, vsaj tisto, kar je dobrih navad, so Avstro-Ogrske in Avstro-Ogrska, cesar Avstro-Ogrski je imel dvoje. Prvič je govoril jasno, drugič je pa govoril v zelo kratkih formulah. Recimo Marija Terezija, imam v knjigi, je imela kočjaža, ki je imel to nalogo, da so mu dali vsak zakon, ki so ga najbolj učeni pravniki, bi rekel, cesarstva napisali, je mogel prebrati kočjašnji. In če ga je kočjaš razumel, zakaj v zakonu gre, potem je šel zakon naprej. Sprav potem ga je razumel slehernik v kraljestvu. Če kočjaš ni zakona razumel, je šel zakon nazaj k pisarjem, da so ga napisali tako, da ga je kočjaš razumel, ker potem ga je razumel slehernik. Hočem reči. In cesarji, in avstrijski cesarji in cesarice so govorili da, ne. In to je slovenski človek, mi smo tako navajeni. Če jaz zdaj, kar vam govorim, vi pričakujete avtomatično, da je to, kar jaz govorim, resnica. In to je resnica. Samo če boste odprli recimo televizijo in gledali recimo Goloba, boste isto pričakovali, da avtomatično da govori resnico, ampak to, kar bo Golob govoril, bo neresnica. Zato, ker to je noter imam jaz te stvari odkučana, ker to je partijska šola. Partija je pa vedno temeljila na laži. Vse, kar je partija prinesla v slovensko zgodovino, je laž. Ogromno tega je napisano v tej knjigi. Začenši laž in prevara, začenši s tem, kako je Golob prišel na oblast. Golob je prišel na oblast nekega meglenega decembrskega dne 2021. leta, 16. decembra, v nekem obskurnem nekem diskoteki ali nekaj takega, je rekel, v tej deželi je fašizem, vlada fašizem, jaz za svobodo. Temu je posvečen pa drugi del knjige, zelo natančna analiza. Jaz sem ga takrat poslušal še kot politični analitik, na uri moči smo to, jaz sem to še na Faktorju, sva se z Aljušom Pertinačem hecala na račun Goloba, sem rekel, da to ne more biti nič. Jaz sem ga ocenjeval kot nekega popolnoma zmešanega fantasta. Celo, da pridal sem mu pesniške tendence, sem rekel, on je neizživet umetnik. Jaz sem imel vsem tem prav, tudi vse, kar dela, pa s to svojo despojno in tako, kaže na to, ampak zmotil sem se pa v tem, da sem bil prepričan, da on ne bo dobil 2% glasov, zato ker je potem naredil še neki potez, ki so bile res neverjetne, recimo to, da je rekel pred volitvami, se spomnim, ki je bil Hojs na soočenju, pa on. Pa je rekel, Hojs, mi bomo 13. plačo in božičnico in tudi za upokojence tako poskrbeli, hkrati bomo znižali davke in bomo dvignili plače. Golob je rekel, ne, mi pa ne, jaz bom pa obratno naredil, jaz bom pa davke zvišal, plače znižal, pa nobene božičnice ne bo. Zdaj je šele prišel na božičnico, ampak zdaj je tako božičnica, so te mogli sami odločiti, a jo boste vzeli ali ne, to so pa včeraj s kolegom Videtičem komentirala. To je rekel na televiziji, za razliko, če hočete razliko od beseda je meso postala,
kako je govoril avstrijski cesar ali pa cesarica, je on rekel, da se bojo delavci lahko sami odločili. To je približno tako, kot če bi Marija Terezija rekla, veste, kmetje se boste vi sami odločili, da boste plačali davka ali ne. Če boste ocenili, da celo kraljestvo, cesarstvo, vsa država je pa vedno zasnovala na davkih. Če boste ocenili, da vaša kmetija stoji tako dobro, da boste lahko plačali davek, boste plačali, če boste pa ocenili, da stoji tako slabo, pa ne boste plačali. To je tak govor, ne. Seveda, to je pač norčevanje iz vsega, ne. Predvsem pa norčevanje iz pravnega reda, ne, zato ker ne more nek zakon veljati za nekoga pa ne, ne. In če si predstavljate javni sektor, ne, če sem rekel včeraj v javnem sektorju, ki sem tudi jaz zaposlen, ne, čeprav še en teden nazaj nisem vedel, da bom, ker glasovanje v senatu je bilo 13-14 in jaz sem prepričan, da je to dobesedno milost, torej obljuba izpolnjena, za obljuba dana na Brezjah, to odkrito govorim, ker bom to tudi prej slej povedal, sploh zato, ker je rektor univerze, predsednik senata glasoval proti, kar je seveda velika krivica, ki mi jo je naredil in ni pa prva, ampak sem preživel, pač po zaslugi Matere Božje, tako jaz pravim, brezjanske. In razlika, ne? Komunisti vedno lažejo. Oni vse, kar bojo rekli, bo vedno laž. Tudi, da sta prišla na Brezje, ne, je popolna laž. Ona dva tja nista prišla se spovedati ali pa častiti Mater Božjo, ampak sta tam prišla nabirati politične točke. Ja, čisto vse. A sta prišla na Brezje, a se pa ustavila tam 10 km naprej, ali ne, 5 km naprej v gostilni Kunstl v Radolci, na Wienerschnitzlu. To je čisto nima nobene na Wienerschnitzlu se ne bi, ker pač sta vegana, ne, dokler javnost gleda, sta vegana, sicer sta pa to, kar sta. Hočem reči, ne, in ta princip laži, ne, je pa drug del knjige, ne, ko Golob pride tja, ko pravi, v deželi je fašizem, jaz bomo svobodu, sem jaz mislil, ta je res malo trčena, ne. Pa potem pa se je skazalo, da so vsaj v tem sem se, pač vse, kar počne, je lunatično, ne, vse njegove obljube so naravnost lunatične, oziroma kot tega lažnivega kljukca barona Mülhausna, ne, ki je pač po fižolovki prelezel na Luno, ne, in tam od Lune dol pisal pa gledal na zemljo, to je vse Golob, to je to. Če vam Golob nekaj obljubi, potem morate vedeti, da se to zagotovo ne bo zgodilo. Zdaj vse, kar je obljubil, vse reforme, vse se ni zgodilo in uresničilo nič. In potem je tudi analiza seveda vseh teh njegovega socialističnega gospodarstva, analiza inflacije, vse to je noter v knjigi zavedeno, potem kaj je ta knjiga je nastajala prav, na dan se je začela 4. avgusta 2023, da sem začel pisati, ko so bile poplave, ne. Vam je bilo prizanešeno s poplavom, seveda. Ni vam z burjo, vam je pa s poplavom. In ko sem začel pisati to, ne, in je takrat Golob na televiziji, to ima vse kronologijo, kaj je vse obljubil. To bo 100 hiš zdale, bomo dali 10 milijard zdale, bomo dali 50 milijonov zdale, bomo hiše gradili, ne bo mogla hiša voda toliko hitreje hiše sprati, kar bomo mi novo postavili. To je vse obljubil, sem vse transkribiral z vseh medijev, citat, vse tako, kot sem pač znanstvenik, ne, in vem, kaj je to, literarni znanstvenik, literarna znanost temelji na citatih, in vem, kaj je to citat. To je vse noter. Ampak, kar je grozljivo, ko človek to bere, po 2 letih, komaj, ena stvar ni uresničena, ena hiša ni postavljena. Ljudi so zapeljali v ta vzorca, so mogli priglasiti, ne vem, koliko škode imajo, in potem, ker so večino tega poskušali sami popraviti gor pa dol, so jim dali nek denar, potem pa od njih zahtevali, da to vse pri tistih in tistih podjetjih gor in dol izvajajo, in so jih poplavili še enkrat. Potem ljudje sploh niso nič vzeli, zato ker vzeti je bilo veliko bolj tvegan, kot pa nič ne vzeti. Pravim, vse obljube, vse so laži, on je princ laži, ampak jaz sem se vprašal, da on lahko govori, da bo osvobodil slovenski narod fašizma in da 400 000 ljudi gre ga voliti za tega, ker se počutijo zasužnjeni in da jih bo on osvobodil, pa kaj to je? Sem rekel, ali je že bilo v zgodovini slovenskega naroda kdaj kaj podobnega? Sem rekel, seveda je bilo. Seveda je bilo. Bilo je 27. aprila leta 1941, ko so komunisti se zbrali in so rekli, so ustanovili Osvobodilno fronto in so rekli, slovenski narod, ti trpiš pod okupatorjem, mi te bomo osvobodili in so
razglasili osvobodilno fronto in da se bodo borili proti okupatorju. Je to res? Ne. Ne, nič od tega ni res. Nič od tega ni res. Kako pa jaz to vem, to bo en najbolj dragocenih prispevkov te knjige, je tam, da sem našel, jaz sem bil veliko z Borisom Pahorjem skupaj, ki je večkrat tule pri Sežani prečkal to mejo, ne, in Boris Pahor me je zanimal, pač kot literat, me je zanimal tudi kot človek, tudi on predstavil eno mojo knjigo na tiskovni konferenci, mislim, eno prvih knjig, to bo zdaj 15 let, 14 let je bilo, knjigo na 20. obletnico konca vojne za Slovenijo, 7. julija 2011. leta. Knjiga Razdalje do sveta. Je tudi napisal za zadnjo stran eno zelo lepo misel. No in Borisa Pahorja sem jaz spremljal tudi tako, ne, in sem videl, da je izdajal revijo Zaliv, ne, ki je izhajala v Trstu, pa njen glavni bralec je bila Udba, ne, vsaj v Jugoslaviji, ne, ker je bila prepovedana. Ne. In tam sem videl, da je France Miklavčič, ki je eden od teh, bi rekel, nesrečnikov, ki so orali pota slovenski državi in slovenski demokraciji. Jaz sem ga osebno poznal, ker sem postal 31 let nazaj, ravno nekaj dni nazaj, 31 let nazaj, 30. septembra 94. leta, predsednik krščanskih demokratov za Ljubljano. Potem so bile razmere takrat zelo napete, v krščanskih demokratih mi je on, France Miklavčič, ogromno pomagal, tudi pravno. Jaz vem, da je on pisal pod psevdonimom Jože Gostišar in je objavil pod psevdonimom Jože Gostišar, je objavil v Pahorjevem Zalivu, a ne, inkognito, a ne, je objavil en članek in jaz sem bil pozoren na ta članek, predvsem zato, ker je ta članek govoril o tem, da je Miha Marinko v svojih spominih izjavil, da osvobodilna fronta sploh nikoli ni bila ustanovljena. Sem rekel, pa se to je nemogoče. Da je to Miha Marinko. Miha Marinko je bil eden od glavnih petih, tudi tako imenovan, ves čas so ga promovirali kot ustanovitelja osvobodilne fronte, on pa samo v svojih spominih leta 71, pravi Miklavčič, izjavi, da osvobodilna fronta ni bila ustanovljena. Potem grem jaz, bi rekel, to vprašati, sem rekel, kaj to zdaj je. Sem rekel, pa je Miha Marinko sploh napisal spomine in Miha Marinko je napisal spomine. Sem rekel, glej, napisal je spomine. Kje se pa te spomine da dobiti? Sem rekel, pa grem pogledati v Kobisa, ne se to da videti, ne, grem pogledati, te spomine se da dobiti v slovanski knjižnici. Grem takoj v slovansko knjižnico, vprašam knjižničarko, gospa, oprostite, tere spomine bi rad, tole, ne, mi to lahko daste, rekla, ja, lahko, pa lahko vprašate, koliko je bila knjiga že sposojena, ker to vsaka knjiga ima evidenco. Pa sem rekel, pa mi lahko poveste, koliko je bila knjiga iz 71 že izposojena, ne. Pa gre pogledati, prav, gospod, ta knjiga sploh še ni bila izposojena. Sem jaz rekel, čakajte, kaj je zdaj to? Miha Marinko napiše, da osvobodilna fronta sploh ni bila ustanovljena, pa knjiga ni bila izposojena. No in potem grem gledati knjigo, kje to je, ne pogledam, kjera stran, če je to na tisti strani, pa ni bilo, ki je Miklavčič označil. Sem rekel, ampak imel sem tak občutek, Miklavčič, jaz sem literarni zgodovinar, Miklavčič je bil pa pravnik, odvetnik. Ne, odvetnik nikoli ni bil, ker ko so ga zaprli, ko je prišel iz zapora, bil je sodnik, ne, ki je prišel zaprli so ga pa, ker so našli pri njem, sploh ni objavil, ampak so našli pri njem razmišljanje o samostojni Sloveniji. Na tipkopisu v predalu. Pa ga sploh nikjer objavil. In so ga zaprli, in so mu življenje uničili, in so ga iz službe vrgli, nikoli več ni mogel biti sodnik, na cesti se je znašel, ampak potem, ko je služil kazen, so mu pa zelo cinično rekli, so mu dali pravni poduk. Veste, gospod, vi ste kazen odslužil za dejanje, ki še ni bilo storjeno, zdaj pa lahko to objavite. Ampak to je res. Če boste vi človeka, recimo, ubili, ne, in boste šli sedeti, boste sedeli 20 let in bo ta človek pojavil živ nekje, ga lahko ubijete še enkrat, mislim, ga ne morete ubiti, ampak če ga boste še enkrat ubili, istega človeka, ne boste še sedeli 20 let, ker ste kazen odslužili. In potem, ne, to je res. To je res. Sam teh primerov ni, to so teoretični, tudi niso. Jaz ne vem niti za enega v svetovnem pravosodju, da bi se tak primer zgodil.
Malo bolj enostavna zadeva je pa, če si nekaj objavil in si pol zaprt, a ne, pa tisto ni bilo objavljeno. Ne. No, in sem rekel, on je bil pač pravnik, a ne, no, in potem je prosil da to vidi, kako je ta knjiga povezana z našo aktualnostjo. In potem je tam v 70-ih letih prosil odvetniško zbornico, je dal vlogo, ne, da bi pač odprl advokaturo. To je bilo možno. In mu je bila vloga zavrnjena, da je neprimeren za odvetnika, in podpisan je bil pa predsednik odvetniške zbornice Slovenije. Veste kdo? Eno najbolj znanih imen zdaj. Ne, on ni bil odvetnik. Tako, Čeferin. Stari Peter Čeferin. Stari Peter Čeferin podpisan. Ne. Hočem reči, ne, kako je ta knjiga, veste, kako je vse to povezano. Ne. Podpisan, da je pa, mislim, on je Miklavčiču uničil življenje. Ne. To so bili ljudje, ki so bili, jaz sem ga poznal, ki jaz te izkušnje nimam. Ne. Ampak njegovo življenje je bilo uničeno. Ne. Ti se ne pobereš, ker potem recimo ene zadeve, ki jih pišem tudi noter, ne, ko greš po cesti, če bi šel tlele, če bi jaz prišel zdaj predavati v Vrhpolje, je polna dvorana, ne, ampak recimo predstavljajte si, če bi Miklavčič prišel, ne, bi se ga vsi v Vrhpolju izognili, ker je bilo nevarno, po refleksu, ker je bilo nevarno. Ne. In potem sem rekel, on je bil, Miklavčič je bil pravnik, njemu so bolj paragrafi, mogoče so številki strani zmotil. Hvala Bogu, sem si to mislil in grem brati potem spomine Miha Marinka. O moj Bog, 2 uri sem se mučil skozi tisto žvarovno, Tito partija, omladina akcija, Tito je maršal, on je genije, on je komandant naše armije. In to je neprenosljivo. Mislim, zato ker komunisti nikoli, ali so govorili samo laži, ali so pa samo govorili, samo žagovno govorili, da niso nič povedali. To je umetnost postavljena na 10. potenco. Ravno kar so zamenjali enega zadnjega, bi rekel, na ZRC SAZU, ki je bil še naš človek, ki je v cerkev hodil in to ne bom imen, in ga je nadomestil nekdo, ki je imel en zelo dolg govor, ki je prišel, ne, ampak ga je eden največjih specialistov za slovenski jezik, ki je zaposlen na ZRC SAZU, ne morem imena, je nekoga vprašal off the record, poslušaj, se ta govori, pa čisto nič ne pove. Seveda je govoril, pa nič ni povedal, zato ker je bil namen partijskega jezika, ne, in komunistov, da nič ne povedo. Ali pa da govorijo laži. Se pravi, nič takega, kar bi te postavilo v prostor. No, in potem, Marinkovi isto. Ampak potem pa po 1-2 urah branja, pridem pa do enih točk, ki so mi se imeli pa malo bolj konkretne, no, in potem pridem do tega znamenitega stavka Miha Marinka, in sicer pravi Miho Marinko: potovanje s Tonetom Tončičem se spominja zato, ker mi je služilo po vojni za dokaz, da 27. april ni točen datum ustanovitve OF. Potovala sva v Zagreb konec aprila, med drugim tudi z namenom, da dava Kardelju in Titu potrditi besedilo proglasa za protiimperialistično fronto in dobiva od njiju morebitne pripombe. Besedilo proglasa smo napisali pri Luki, ki je bil takrat sekretar Centralnega komiteja Slovenije. To je to, kar je bil potem kasneje Kučan. V pisanju se je pokazalo, da se Luka, Kidrič, Tone in jaz v nekih podrobnostih ne strinjamo. O njih naj bi odločil Kardel v Zagrebu. Tone je v Zagreb, potem se šlo v Zagreb. V Zagrebu smo ga razvili, pretipkali in dali tovarišu Titu in Kardelu in drugim v odobritev. Z manjšimi popravki so tekst spet prepisali z nevidno pisavo in s tem so se vrnila v Ljubljano, tudi šele po 1. maju, ker so tovariši v Zagrebu menili, da ni dobro zaradi postrene kontrole potovati na dan 1. maja. Zato sem tudi dvomil, da je 27. april dan ustanovitve OF. Imate od Miha Marinka. Če bi to napisal Janša, če bi to napisal Dežman, Grisar Pečar, Turk, ne, ampak Miha Marinko, ki je njihov človek, ki je bil steber aparata, ki je bil v vseh teh zadevah, on je bil tam pa pove, ne, nismo mogli ustanoviti, zato ker so bila v Zagrebu, ker nič ni bilo dobreno, ne, ker nič ni bilo, ne, in potem prizna tudi, kaj se je zgodilo, ne, zgodilo se je pa to, da so napisali proglas protiimperialistične fronte. Ne. No in pravim, po naslednjem mestu njegovih spominov,
V tednih po objavi proglasa protiimperialistične fronte je sledila zelo živahna politična in organizacijska dejavnost in snovanje odborov OF, katere pobudniki so bili komunisti. No, mene so v osnovni šoli, ko je vas učili, da OF je spontan izraz slovenskega naroda, ne? Pobuda je bila na strani slovenskega naroda, partija se je pa kot hvaležen cvet odprla in to pobudo sprejela. Ne? No, treba Miha Marinko sam pove, ne, da so to kar komunisti sami vse zorganizirali. Ne? Spet nova laž. Ne? Nova laž. Ne? Najprej, potem pa še to, kar je bistveno. Proglas, se pravi proglas antiimperialistične fronte, sicer še ni pozival na oborožen odpor in ime protiimperialistična fronta je bilo spremenjeno v OF. Opa, bato. Okoliščine še niso dovoljevale, da bi pozivali na oboroženi odpor. Pa se pa človek vpraša, halo? Aprila 1941, ko Nemci napadajo, bi rekel, Jugoslavijo, nemški okupator Slovence obsodi na smrt. To je tako imenovana prva faza okupacije, ki traja do jeseni 1943, ne, ko nemški vojaški aparat začenja doživljati bistven upad. Se pravi, tle Stalingrad, potem je bitka pri Kursku izgubljena, zavezniki se izkrcajo na Siciliji, ne, in začne se konec tega. Ne. V drugi fazi te, bi rekel, okupacije, nemški okupator Slovencev več ne želi obsoditi na izginotje. Preprosto zato, ker nima te moči več. Jih integrira, ne, v to tako imenovano pokrajino Jadran, Alpe Jadrana, ne, jih integrira Slovence kot integralni del Rajha, ne, ampak jih več ne želi uničiti, zato ker pač tudi nima moči. Ne. V prvi fazi, ko govorimo zdajle, govorimo o času, ko je napisan ta proglas, ne, jih pa želi uničiti. Pišem noter v knjigi, ne, mislim, da to je bilo strašno, izselitve duhovnikov, streljanje, se pravi, vso inteligenco, preimenovanje krajev, vse to, ne. To je bilo izredno nevarno. Italijani so imeli mogoče malo manj invazivno taktiko, ampak Nemci so hoteli pač zbrisati Slovane, ne, Poljake, Ruse in Nemce in Slovence, preprosto zato, ker so rabili ta prostor za naselitev njih. Italijani so imeli drugačno strategijo. Italijani so ne želeli integrirati v njihov veliki imperij, Mussolinijevo rimsko kraljestvo. In v tem času, ko je slovenski narod najbolj ogrožen, ne, se komunisti pravijo, da ni čas za odpor. Ja, zakaj ni čas za odpor? Zato ni čas za odpor po komunistično, ker so bili v paktu Hitler-Stalin in ker so bili na strani okupatorjev, na strani nacistov, če nam govorijo nam, da smo fašisti, pa nacisti, pa ne vem kaj, kar ponosni nasledniki zelo radi počno, ne, to govorijo o sebi. Oni so bili v najhujšem trenutku, najbolj temnem trenutku, nikoli v slovenski zgodovini ni bilo sile, ki bi hotela Slovence uničiti. Turki so ropali, to je bilo hudo, ampak niso hoteli Slovencev uničiti. Hitler jih je pa hotel uničiti. In nikoli ni bila, bi rekel, taka situacija. Ne. In v tej fazi oni kolaborirajo z nacisti. Oni razmišljajo, da oni naredijo proglas antiimperialistične fronte, se pravi, s katerim nastopijo proti edinemu vojaškemu, bi rekel, ustroju, ki se je tedaj spopadal z nacisti. To je anglo-ameriški zavezniki. In danes bojo oni nas učili, da nas oni osvobajajo. In tudi kakšna osvoboditev, ne? To ni bila nobena osvoboditev. Pa zakaj ni bila to nobena osvoboditev? Zato, da je umrlo 3000 nemških vojakov, zgolj 3000 nemških vojakov je padlo v Sloveniji, 41-45, in da je padlo še 1000 Italijanov, in da je padlo še, ne vem, 12 Madžarov, je moralo umreti 96 000 Slovencev. Večina jih je padla v partizanih, zato ker so jih tudi komunisti sami pobijali,
zato ker je to bila popolnoma brezglava zadeva. Potem so padli kot talci, potem so partizani pobijali, samo na Notranjskem in Dolenjskem so partizani pobili več ljudi, civilistov, kot nemških vojakov je padlo v celotnem času vojne 41-45. To je bila čisto popolna norost. In potem povojni poboji in v teh 96 tisoč ni všteto 200 tisoč Slovencev, ki je zaradi politične emigracije zapustili Slovenijo in so zavedno izgubljeni, razen tisti v Argentini. In druga zadeva, ki je pa tle še izredno zanimiva, pri tem Marinkovem citatu je pa to, on pravi, okoliščine še niso dovoljevale, da bi pozivali na oborožen odpor. Najprej je bilo potrebno ljudi mobilizirati in organizirati množice v odborih OF. Tedaj je bilo treba čim bolj izkoristiti razkroj in demoralizacijo v bivših meščanskih strankah, katerih vrhovi so bili krivi, da je stara Jugoslavija tako klavrno končala. To je spet nova laž, zato ker vrhovi meščanskih strank v ničemer niso bili krivi, da je stara Jugoslavija tako klavrno končala, ker drugače bili tudi vrhovi meščanskih strank v Franciji krivi, da je Francija tako klavrno končala, pa v Belgiji, pa v Luksemburgu, pa na Poljskem, pa v Grčiji, pa na Češkem, pa ne vem, kje še, pa na Madžarskem, to je čisto nova laž. To, kar je tu bistveno, vrhovi meščanskih strank, to, kar je bistveno, je pa to, da Marinko natančno pove, zakaj njim gre. Za ustvarjanje tako imenovanega notranjega sovražnika, s katerim bojo lahko začeli revolucijo, ki se bo končala z smrtjo vsaj 96 tisoč Slovencev, in z državljansko vojno in z komunizmom dolgih 45 let, ki se je sesedel sam vase na koncu. Notranji sovražnik je pa še danes tukaj. Omenil notranjega sovražnika, spišem tu noter, če bi Bele garde ne bilo, rabimo Belo gardo, če bi Bele garde ne bilo, bi si jo morali izmisliti, mi bi jo morali organizirati. In zato so začeli pobijati po deželji, zato je 3000 mrtvih civilistov samo na Dolenjskem pa Notranjskem v času vojne. In to je še danes tukaj, ko je Golob rekel, če grem zdaj nazaj, ko je Golob rekel, deželji je fašizem, jaz vas bom v svobodu, je to pomenilo, da deželji je natančno tale fašist, tile so fašisti, tle je noter po moje zelene 40 fašistov, 45 po Golobovo, najmanj težkih notranjih sovražnikov, plus en Turk, ki je sicer zunanji sovražnik, ker mi smo Slovenci skozi zgodovino smo vedno poznali zunanje sovražnike, so bili to Turki, jaz sem bolj, bi rekel, notranji kot zunanji sovražnik. Potem so bili Italijani, Nemci v 19. stoletju, Nemci so bili zelo močen zunanji sovražnik Slovencev. Nikoli v svoji zgodovini Slovenci nismo poznali notranjih sovražnikov, do osvobodilne fronte. Danes je tukaj. Vsi janšisti so notranji sovražniki. Janez Janša je, jaz sem recimo notranji sovražnik številka 1, zato me je bilo treba spraviti z univerze, pa ni uspelo. Sem povedal, zakaj. Tako to operira. Kučan stalno operira na tem. Čisto zadnja zadeva, da referendumi so slabost mlade demokracije, otroška bolezen. Vrag te citra, otroška bolezen. To je otroška bolezen. To, kar si pa ti počel, da si bil sekretar centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki je bila po vseh, bi rekel, mednarodnih standardih zločinska organizacija, ki si umazala roke s krvjo vsaj 16 do 20 tisoč pobitih fantov leta 45 v Rogu. A kaj si pa ti otroška bolezen, kaj pa si? Ampak vedno notranjega sovražnika. V knjigi imate, kakšen intervju je dal za Al Jazeero proti Janši, tik pred, da je v deželi fašizem in gor in dol. In tega v slovenski zgodovini ni bilo. To je sovjetska iznajdba. Notranji sovražnik. Cerkev je notranji sovražnik. Leta 45 kulaki, cerkev, potem bila sovražna emigracija, notranji sovražnik. En kup enih. Zdaj,
To še vedno ostalo, ne. Zdaj, ko Janša ni več na oblasti, a ne, so pogruntali, da pač njega ne morejo stalno deklarirati za notranjega sovražnika, ker ga pač nikjer ni, ne. Notranji sovražnik mora biti oprijemljiv, ga moraš videti, ne. Cerkev je bila v 90-ih letih notranji sovražnik, ne. Tiste zgodbe z gozdovi, pa z vsem tem, kampanje medijske, a ne, ki so mazale cerkev in gor in dol, ne. Pa je že kmalu postal Janša notranji sovražnik, ne. Zdaj so notranji sovražnik, trenutno dežurni notranji sovražnik so zdravniki, a ne. Zato, ker se vsak od nas ima nek opravek zdravniki, ne, in to je pač oprijemljivo, ne. Zdaj ne morete reči, recimo, da Janša ne vem kaj dela, ne, ker ne dela nič, ker je v opoziciji, ne. Mislim tazga, kar bi definiral kot notranji, da rovari, ne. To je itak pač strah komunistov, da stalno ta sistem nekdo od znotraj spodjeda, ne. Stalno so imeli komunisti, zato da so imeli pač pravico do nasilja, mislim pravico, ne, so imeli notranje sovražnike, stalno živeli so v ideji, da je ta sistem odličen, samo nekdo ga stalno spodjeda od znotraj, notranji sovražnik. Golob isto, od zdravstva je odličen, samo zdravniki ga stalno spodjedejo od znotraj. To je problem. Zato moramo zdravnike potolčiti, a ne, fajn, ne, potem bo pa to lažje. To imate vse noter v knjigi napisano. Jok, potem posledica, ker zdravnike potolčejo, temeljito, da zdravstveni domovi nimajo zdravnikov, da ljudje nimajo zdravnika. V Ljubljani nimaš zdravnika. Jaz ga sicer imam, ker ga imam še študentskih časov, ampak če bi ga ne imel, ga ne morem dobiti v Ljubljani. Ga ni. Ne? Hočem reči, ne? Ne? In to popisujem v knjigi, ne? Popisujem tudi štiri jezdece apokalipse, a ne? Noter v knjigi najdete, da ne bom za vsega povedal, zakaj smo izgubili Trst in Gorico. Prvič, bi rekel, prvič je to napisano, sem našel tudi pri zgodovinskih virih, a ne. In ta knjiga je tako neke vrste, bi rekel, priročnik za razumevanje tega slovenskega časa, v njegovem dobrem in njegovem slabem, ne. In priročnik za to, da se razume, kako globoko z nami manipulirajo in noter so popisane vse te njihove laži in kako jih razumeti, s katerim orodjem, jezikovnim orodjem jih razumeti, ne. Knjiga je zdaj, se pravi, sem zelo hvaležen vam vsem, da ste prišli. To je po moje ene 65. predstavitev knjige. Knjiga je bila dobro sprejeta, mislim, da je šlo že tam 1200 izvodov. Je že šlo, vedno so polne dvorane, kadarkoli pridem, ne. Tega sem izredno vesel, ne, zato ker pač, če bi bilo to, bi rekel, če bi govoril s tem, potem bi bil, eno fotografijo bom še napravil, če mi dovolite. A je kdo, ki ne želi biti fotografiran oziroma... Ne, vas moram to vprašati, ne, zato ker to, a veste, vas moram to vprašati, ker to bom dal na Twitter in potem bo lahko, a veste, veste, kaj delajo, ne? Aljušu Pertinaču. Mene so obsodili zaradi 2 stavkov o Pirjevcu pa 3 o Tauferju, ki so vsi v popolni povezavi s pojmovno resničnostjo, ne, da smo plačali, mislim, grozljivo, to je bilo 50-60 tisoč evrov, 10 tisoč evrov za Pirjevca smo plačali leta 24 leta jesen, po zim, zdaj bo eno leto, 10 tisoč evrov. Zato, ker sem napisal, da je Jože Pirjevec bil Giuseppe Pieraci. To je približno tako, kot če bi napisal, da Boštjan Maturk je bil Boštjan Maturk. Ne, nisem bil, kje pa, to je žalitev. Pa je bil, ne, sebe je citiral, v doktorski disertaciji je sebe citiral kot Giuseppe Pieraci. Bil je, dokaj je bilo to oportuno, pa dokaj je bil Padovi profesor, pa sem to napisal, pač, je bil Giuseppe Pieraci, ne? In je sodišče, ustavno sodišče to, a ne, zdaj to, prej me je oprostilo v celoti vrhovno sodišče, ker je to svoboda govora, pa še dejstvo, da je bil, ne. Ustavno sodišče je pa pač nad vsem, a ne, in me je pač to razveljavilo, sodbo vrhovnega sodišča, in mi naložilo pač plačilo stroškov, vse to. Večina teh stroškov so bile pa zamudne obresti, a ne, učinkovitost slovenskega pravosodja, ne, ker je proces za 2 stavka trajal 15 let. 2 stavka, 15 let. Od 2011 do 2025.
Evropsko sodišče, seveda sem šel tudi na Evropsko sodišče imajo pa gor 3 nameščence, ki sortirajo vso pošto, ki pride iz Evropskega sodišča in se vrglo v smeti. Ne bo obravnavalo. Ne bo obravnavalo, seveda. Če bi obravnavalo, bi mi seveda dalo prav, pa ne pride do obravnave vsak 10. primer. Tako da, veste, zato sem me vprašal pač, veste, tako. Zdaj sem jaz kar izčrpno govoril, več kot 1 uro, ne. Zdaj pa bi rekel, nisem mogel vsega, knjiga je zelo, bi rekel, natančen analitičen popis, znanstvena monografija, ogromno stvari je noter, ne. Vzela vam bo recimo en vikend, ne, ampak potem boste veliko več stvari vedeli, kot jih veste sedaj. Taka je v glavnem izkušnja ljudi, kot mi to povedo. Cena je 35 €, vam dam še podpis, avtograma, ne, če bom dobil Nobelovo nagrado, kar pač upam in stremim, potem bo to ta avtogram vaša najboljša naložba v današnjem večeru. Če pa ne bom dobil, pa pač v glavnem po predstavitvi bi vas pol prosil, kdo bi hotel knjigo vzeti, jo imam tukaj s sabo, pa mu podpišem, pa knjige ne morete kupiti tukaj, pa plačati, ker ne poslujem z gotovino. Še ta detajl, knjigo dobite, jaz vzamem ime, priimek pa naslov in potem dobite na naslov račun. Knjigo dobite pa zdaj. Sprav, grem na zaupanje. Moja dosedanja praksa je taka, in to mi ogromno pove o ljudeh, s katerimi imamo opravka, moja dosedanja praksa je taka, da se še ni zgodilo, da bi knjiga ne bila plačana, zgodilo se je pa že, da so ljudje klicali, kje je račun. Da si pa predstavljate, da bi bila to Svoboda ali pa Levica, bi rekel, Golob, vse obljube, da bom plačal, ja, bom, ne. Ne bi, mislim, absolutno ne bi šel tega delati, ker vem, da ne bi bil niti en račun plačan. Zato vas zdaj sprašujem, tule imam mikrofon, oziroma če ima kdo kakšna vprašanja v zvezi z to knjigo, ki sega v preteklost, v našo veliko preteklost, naših velikih del, naših prednikov, ki poveliča in poveličuje osamosvojitev in ki se kritično zazira v tiste, ki Sloveniji onemogočajo, da bi postala dobesedno druga Švica, ne. Če bi imeli mi pač drugo oblast, bi bili absolutno druga Švica, kar se da to dokazati. Potem, da cela severovzhodna, sem poročen na Sveto Ano, na pač severovzhod Slovenije, v severovzhod Slovenije dela v Avstriji, mislim, ne morete predstavljati. 50, 60, 70 tisoč ljudi dela v Avstriji. Recimo v Slovenskih Goricah reči, da ne delaš v Avstriji, delaš v Sloveniji, je nekaj narobe s tabo, kaj pa je narobe? Zjutraj ob 4, 5, 6 grejo, no 4 je prezgodaj, ampak 6, 5, 6 grejo, ob 7 se začne, grejo, kolone se dobivajo, kolone avtomobilov, ne, grejo v Avstrijo. Vsi ti ljudje, če bi imeli Slovenci normalno oblast, sedaj ustvarjajo avstrijsko gospodarsko rast in prispevajo k avstrijskemu GDP-ju. Če bi imeli Slovenci normalno državo, bi ti ljudje prispevali k slovenski gospodarski rasti in k slovenskem GDP-ju. Zahvala gre pa Milanu Kučanu, ki je eno najbolj analiziranih imen v tej knjigi. Ma kdo kakšno vprašanje? Recite, gospod. A ste tudi kaj zabeležil, zakaj nismo sprejeli ilustracije v Sloveniji? Ja, to je temeljno vprašanje, jaz sem se tem tudi ukvarjal, seveda, to je temeljno vprašanje, zakaj nismo sprejeli ilustracije. Ilustracije nismo sprejeli zato, ker so bili vsi ti ljudje, ki, Bučar je rekel, samo preko mojega trupla, ne, sprejeli smo en mali Pučnikov amandma, ki pravi, da sodniki, ki so sodili v prejšnjem režimu in kršili človekove pravice, ne morejo več soditi, ampak tudi ta ni upoštevan. Še danes ne. Še danes se to dogaja, ne. To je temeljni problem, ker mi leta 90 se to knjiga pač piše o tem, ne. Tudi v zvezi s tem, da nismo niti spomenikov pospravili. Mi imamo še vedno spomenike največjim krvnikom slovenskega naroda v osrčju republike,
To pišem v knjigi, a ne, pred državnim zborom. Grobnico narodnih herojev, to je grobnica morilcev naroda. Tam ni eden noter, mogoče kakšen, ki je padel 41, 42, da nima krvavih rok. Ja, toliko zgodi so ga ubili, tudi sami so kakšnega fentali. Toliko zgodi so ga ubili, pač, da ni mogel kaj narediti, drugače so pa vsi poznani po sem pejte brat Zavezo ali pa Dežmana ali pa Vire alternativne, ne, so vsi poznani po umorih, po množičnih umorih. Vsem tem ljudem, ki imajo danes spomenike, Kardelj, Kidrič, Tito, vsem tem ljudem bi sodili v Hagu. Recimo, če bi bilo to sodišče, ne, enako, kot so sodili tistim, ki so bili v vojni v Bosni in Hercegovini, tudi noter. To mi je pa Miha Pogačnik, sem to spilil, te formulacije, ne, bi jim sodili. Zaradi poveljniške odgovornosti in zločinov proti človečnosti, ki v bistvu nikoli ne zastarajo, večina že od njih pokojna. Ne. To je rak rana, da ni bilo lustracije, to je rak rana te države. Še kakšno vprašanje? Jaz bi rekel, da recimo Vojko, ta urbana legenda je, da Janka premrla Vojka so komunisti, ne? Seveda. In so ga tudi pokaj prokopali, ne? V to grobnico, tako da je... No, ta je bil, se sem rekel, da en ni, ne. Evo, in njega so fentali čisto na samem začetku, ker Vojkovo brigado so potem ustanovili, ne, s tem se zdaj ukvarjamo, ne, Vojkovo brigado so potem ustanovili, ampak so jo ustanovili šele, ko so imeli potem kadra, ne, se pravi, leta 42 nekaj tazga, ne. Sami so ga fentali, ja, seveda. To so tudi Franca Rozmana Staneta najverjetneje sami fentali. Ti ljudje so, veste, ti ljudje, to je bila sovjetska šola in sovjetska šola je azijatska šola, se imam to noter, ne, in azijatska šola ne pozna to, kar poznamo mi, da je človek posameznik, identiteta, krščanstvo. Še predno sem bil spočet, pravi Svetopismo, sem te že poznal, ne, v maternih nedrjih sem te vzljubil, sem te spoznal. Ne. Tega oni ne poznajo, pobiti 10 ljudi je enako kot pobiti milijon ljudi. Sam Stalin je v enem samem dekretu podpisal smrtne obsodbe za več ljudi, kot jih je dal ubiti cesar se pravi, Nikola je vladal, kdo, ne, v celotnem svojem mandatu. Jaz imam vprašanje, meni je zmer zagonetka ta Kramberger bil. Ja. Še zdaj ne vem, kaj je Kramberger, kako je on tukaj. Ne moram poštekati, kje je on bil, kaj je bil. Kramberger, no, jaz sem tja poročena, ne, tako da to vem iz prve roke. Jaz sem poročen v Sveto Ano, ki je sosedna, ma ne občina, čakajte, občina, ja, občina se je, to je občina, upravna enota je pa Lenart. Sosedna občina od Jurovskega dola. Jurovski dol je pa tam, kjer je pač Kramberger bil. Mene je župnik v Jurovskem dolu me pelal in rekel, lej Boštjan, tam je bila hiša, s katere je rotar streljal, tle je pa Kramberger stal, vmes je pa Farovški zid, takole. Se pravi, vogal Farovža. Ne, je rekel, je mogla krog gledati v krog, ne. Saj to je jasno, ne. Ljudje so... V predsedniških volitvah, jaz ne vem. Ja, ma ne, zakaj so ga ubili, vedno rabite motiv, motiv je tle jasen, ne v predsedniških volitvah, ne toliko v predsedniških volitvah, ker predsedniška funkcija je pač brezvezna. V Sloveniji je pač to reprezentativna funkcija. On je ustanovil Demos Krambergerjevo listo. In Demos Krambergerjeva lista je pobrala ljudi, ki jih je potem sicer pobral Jelinčič. Jelinčič je takrat dobil 20%, nekaj ogromno dobil. Ne? In s tem bi Demos Krambergerjeva lista bi onemogočila izvolitev Drnovška, onemogočila levo večino v državnem zboru leta 1993. Zato je mogel umreti. Oni so... V štarti porinjen od udbe ali je... Ja, on je bil lahko, tega ne vem, v štartu je bil lahko, ampak potem definitivno je pa prišel, definitivno je pa potem prišel na svoje in bil svoj. In to je ustanovil Demos Krambergerjevo listo, stranko, ki bi dobila tam vsaj 15 do 17%, če ne več. On bi tudi veliko dobil na predsedniških volitvah in to bi dobila stranka. In ta stranka bi zamešala strene.
Vi morate vedeti, da je bil Drnovšek je bil zvoljen z glasovi leta 93, bilo ključen mandat, tudi Depale vasi prišlo in to, mandat 92, 96, Drnovšek je bil zvoljen z glasovi Jelinčičeve stranke. Oni so še lepo Sašo Lapin to pogruntali, kaj Jelinčič dela, da gre skozi na levo. Ampak tudi potem, ko so pogruntali z Jelinčičem, ostalo v tedanji skupščini, oziroma že državni zbor, je ostalo kar nekaj poslancev. Zato mu Kramberger umreti. Res se ga spomnim še, ker komunizem zakavok smo ga poslušali na Prešerci pa tu. On je toliko po komunistah v tistem cajtu, če ste tako toliko, so te stisnili, ne? On je imel, konstantno je imel zelo močen nastop proti komunistom, pa ga niso ne aretirali. Glejte, komunisti znajo samo eno zadevo, to je to, da znajo vladati. Edino, kar jih zanima, je oblast. In oni so seveda vse preštudirali, vse poteze, vse kaj bo, demos preštudirali do konca, ne. Janša absolutno ni njihova, ne. Drugač pa jaz ne bi rekel, za Rupla ne bi rekel. Mislim, ne mi zdaj zameriti, pa ne tega zdaj govoriti okrog, ampak če me že vprašate. Jaz sem recimo videl, ko sem bil ustanovni član Mladih krščanskih demokratov in sem bil še pred padcem Berlinskega zidu in sem bil od samega začetka zraven. Ne. Recimo te ljudje, ki so se tam zbirali, mislim, niso bili njihovi, ne, krščanski demokrati, ampak Bog pomagi, to so bili ljudje, večina je bila faliranih župnikov, upam, da nisem koga, ker imajo vedno, ogromno jih je bilo, se pravi, če faliran lemenatar, ne, upam, da nisem koga zdaj užalil, ampak gle kdo, ki je, to je Markeš Janez, ne, recimo, to so take osebnosti, ne. Vedno so imeli občutek, ne, in Pavle Bratina je bil, da je padel z mopeda, ne, pač, ima nesrečni ljudje, no, mislim, ker vedno imajo občutek tak, da živijo blazno krivdo, ne, pa je bil Blaž, se je čist zapil. Skozi imajo občutek, da živijo, da so naredili nekaj groznega, da so zapustili cerkev in da je to neodpustljiva krivda, ki so jo zagrešili. Ti so bili tam, Blaž Kočan, tam je bilo, recimo, na tretjina je bila takih, v krščanskih, niso bili nad zudbo. Peterle tudi ni bil njihov projekt, ampak Peterle je pač bil samostojen projekt, moje mnenje v Peterletu je v mojih knjigah, tako da tlega ne bom zdaj si daje v roke in se pozdravljati, kot tle ne bom nič rekel. A drugače so oni to nadzorovali, oni so gotovo tudi Krambergerja nadzorovali, ne, in imeli z njim določene pač račune, ne, a pa je on šel po svoje. 90 let so imeli z njim svoje račune. Ampak to je bilo pa že 92, pa je pa šel, v teh računih pa ni bilo, boš ti stranko ustanovil, pa se šel neki po svoje, to pa ni bilo v teh računih. In zato je moral jeti. Jaz vam pa povem, pa se Peter Rotar je rekel, da ga ni ubil. Spet pogledati na internet, Peter Rotar, umor Kramberga, boste najdli 5krat rekel, da ga ni ubil. Da so mu dali neki noter, da je priznal, postavili so mu hišo, zelo hitro je odslužil, ki je odslužil, je prišel v čist novo hišo, uno so pa podrli. Preventivno, s katere so streljali. Pa en kup enih zadev, ne, mislim, da je zginil čevelj, ne, policijski, ne, odtis, ne, specialski je dal ob okno, je bil čevelj, ne, se pravi, je bil pručka, na pručki odtis čevlja vojaškega, ne, in to so dali to je meni prav Kangler, to so odpeljali v policijsko postajo v Lenart, tam je zginilo. Ne, ti si bil zelo ključen dokaz, ne. Pa plus, kar mi je rekel, ne, pa se pogledajte to, recimo za Kramberga, jaz sem to na Faktorju enkrat, ne, se pogledajte, tudi Kangler mi je tudi to rekel, ne, on je prišel tja kot policist, ki je bil policist ali je bil v Lenartu ali je bil v Mariboru, mogoče je bil v Lenartu, on je bil takrat, ne, in je rekel, lej Boštjan, Rotar je streljal z lovsko kroglo, ne. Lovska krogla je taka, da ko preleti v žival, ne, se eksplodira, ne, in naredi noter, ne vem kaj, ne, in je potem izstopna rana ogromna, ne, ker to je dumka, ki se vrti, ne, in še eksplodira, ne, in potem izstopna rana je ogromna, vstopna majhna, izstopna ogromna. Prav, Kramberger, jaz sem ga videl, ne,
je imel pa majhno vstopno rano in majhno izstopno rano. To so pa vojaški kalibri, a ne, ki so pa krogle veliko hitrejše in so pač tako narejene, da pač ne. In krogle niso nikoli našli. Ne. Krogle niso nikoli našli in ta, kaj je že, veliki forenzik, a ne, zdaj ne bom vedel imena, ki je dal na televiziji izjavo, da krogla pripada cevi puške, ne, krogla, ki je nismo nikoli našli, je prišla iz puške, ki je tule, pred vami. To je rekel. Halo, krogle nismo nikoli našli, pa ti veš, da je pa ta krogla prišla iz te puške, ne, hočem reči, to je, ne. Samo to je bilo pač takrat je bilo to prevelik, bi rekel, da bi to, ne, Slovenija ni bila nikoli demokratična, ne, sploh pa ne, ti ključni, ne, sodstvo in to, ne. Udba še zmeraj je bila aktivna, še zdaj je. Lahko sem vprašanje. Ja, prosim, ja. Zdaj, vi ste to zgodbo se začeli v letu 41, ne, in jo prevlekli do zdaj. Ne, in dejansko vidimo, da se non-stop se ta zgodba ponavlja. Ne. Če gledamo druge države, recimo, vi ste povezani s Francijo. Ne. Ja. Francozi so imeli državljansko vojno in drugo svetovno vojno. So čisto v drugih razmerah. Vem, ampak ali pa če gledamo vzhodno Evropo, ne, če gledamo zdaj so volitve na Češkem, tam tekmujejo desni in manj bolj desni in manj desni. Na Poljskem so desni in manj desni, na Madžarski ne vem, kaj je pri nas tako drugače, ne, dobro, ni bilo lustracije, recimo, ne, to je sigurno en velik vzrok. Vse to vam pravim, ta mehanizem. Ampak drugače, kot recimo v drugih državah. Pri nas verjamemo, da osvobodilna fronta je osvobodila slovenski narod in da ga osvobaja in da, to je to. Ampak zakaj? Ne, si to moje vprašanje, to je jasno. Zakaj to verjamemo jaz? Pa ne vem, to pa ne znam razložiti, zakaj verjamemo. Se vam ravno razlagam, da je to laž. Zakaj pa človek verjame laži, pa jaz ne vem. Plus to, recimo, kar mi je Roman Leljak pravil, ne, mislim, mi pozabljamo, koliko je bilo udbovcev v Sloveniji, ne, registriranih sodelavcev službe državne varnosti, ne, in ti so vsi na uni strani, plus njihove familije so vse na uni strani, koliko je bilo pripadnikov Zveze komunistov, so vse na njihovi strani, ne, mislim, to so, a veste, ker to začnete enkrat seštevati, pa upoštevati, pa to, ne, pol je to vse skupaj, mislim, zoprne zadeve, ne. Zoprne zadeve, ne, poleg tega pa temeljne volitve odloča, se pravi, pa ne vem, kjera po številu je, ne vem. Ampak volilna enota Ljubljana center in volilna enota Bežigrad. Zato, ker je tam največja koncentracija, največja volilna udeležba in Levica tam dobi 2/3 plus glasov v teh dveh volilnih enotah. Najmanjša volilna udeležba je pa na Štajerskem, kjer je pa desnica močna, klasično. V 7. pa 8. volilni enoti, se pravi Ptuj, pa še ena je, kjer je pa pač, ampak je pa najmanjša volilna udeležba. Ampak drugače, večinoma je pa to, ker vztrajajo ti miti, o katerih vam govorim, ne, in ker se beseda je meso postala, ni pri nas zgodilo, ni beseda čist meso postala. Ne. Imamo državo, ampak ta država ni čisto popolna in se moramo truditi za to, da bo postala popolna. Ni možno, da so tu še odzadje Rusi, ker tukaj jaz jih ne bi imenoval komuniste, jaz ne bi rekel boljševiki. To isto. Situacija Primorske je specifična, ne, zaradi komunizma in zaradi fašizma in zaradi Mussolinija in zaradi pointelečevanja, poitalijančevanja, to imam tudi noter, ne, je specifična situacija. Ni situacija, kot je sicer. A bomo šli mi v demokracijo, ker tretja veja oblasti, sodstvo ne dela in drži ta komunizem še zmeraj pri koalizaciji? 2 mandata Janševe vlade. Je in večina, ustavna večina. Ampak tudi, ustavna večina, ja. Vse to prav, vse to Janša prav, pač. Koalicija z volivci in koalicija razuma z ustavna koalicija razuma, vse to prav. Zdaj pa, kaj bo pa na naslednjih volitvah, pa jaz vam ne znam povedati. Jaz mislim, jaz sem kar bolj optimist kot ne, zato ker ta Golob dela, on je se zameril tolikim ljudem, tolikim slojem, toliko ljudi je stisnil, da... Ja sem tudi obrtna in gospodarska tvornica, sploh ne, što bi mogli štrajkati.
pozvati ljudi. Kaj naj vam rečem? Se plačuje sam. Kaj naj vam rečem? A je še kakšno vprašanje? Jaz bi imel še eno, Prosim. če lahko. Ja. V bistvu, sicer ne vem, če ste to gospo kaj omenil v knjigi, ampak jaz v bistvu sem malo 14 let nazaj spremljal razmere z dvojezičnimi tablami na avstrijskem Koroškem. In takrat, v bistvu, vemo, ti koroški Slovenci imajo 3 različne stranke. In zdaj, ta Angelika Mlinar, ki je bila ministrica Ja. v času Šarčeve vlade, Ja, en mesec. ona je na avstrijskem Koroškem članica Narodnega sveta koroških Slovencev. Se pravi, Ja. ki zagovarja, če primerjamo s slovenskimi usmeritvami, bolj pomladne ideje. Ja, Narodni svet, ne pa ona. Ja, sem to bez Narodni kako svet, ki ga je vprašal. vodi Bernard Sadovnik, ja, zagovarja pač, ja. A ga ne vodi gospod Insko? Ja, Insko ga, torej v moje spominu, da ga je vodil Bernard Sadovnik, ja. Ampak to je že kar nekaj Sadovnik je šel časa. na svojo, kot jaz vem. Ja, ja. Ne, s temi vprašanji se knjiga ne ukvarja se neki, omenjam velikovški atentat in to, ampak z Angeliko Mlinar konkretno ne. Nekaj, to je meni nenavadno bilo, da je... Pa ja, pa to se pa grosso modo ukvarja, ne, ker sem vam ravno govoril, da komunisti lažejo in se sprenevedajo in pač to je to. Ona je na Koroškem je desna, tle pa leva, tisti mesec, ki je v vladi. To je to, tako gre, se to je čisto vse en Kučan je enkrat za Slovenijo, enkrat je proti Sloveniji, to tako gre, to so ljudje komunisti so ljudje brez temelja, to nas bistveno razlikuje od njih. Ne, ker mi je tudi nenavadno, ker je šla v tožbo z doktorjem Feldnerjem, in recimo ta doktor Feldner v knjigi, ki jo je napisal skupaj s Šturmom, se pravi Novo mišljenje na Koroškem, Kärnten Neu Denken, piše noter, recimo, da je Janševa vlada nedemokratična vlada, recimo. Je pa to mi to vse pojasni tako, visi Angeliko Mlinar, na mestu poglavja v tej knjigi, ki govori o Kučanu, si predstavljate Angeliko Mlinar, pa boste videli čist isti način ravnanja in vzorec. To je ta mentaliteta. Vse Lenka Bratušek je tudi poneverila magisterij pa kaj. Pa sej FDV je tudi pod Brlezom to poneverbo žegnal pa kaj. Pa Vonderleinova, to je pa moje prejšnji knjigi, Vonderleinova je pa 43,4% doktorske dizertacije prepisala pa kaj. Se pravi, da v eni državi Mlinarjevi paše, da je pa enih drugih. Ja, Kučanu isto. V Jugoslaviji mu je pasal, da je v Jugoslaviji, zdaj potem ga je val vrgel v Slovenijo, on je vse naredil, da bi vstal v Jugoslavijo, zdaj mu pa paše, da je v Sloveniji, se je bil predsednik prvi. To je to, se vam pravim. Mlinarjeva Nijava je pa princip, kako ti ljudje ravnajo. Ne? In to nas bistveno, hvala Bogu, nas bistveno razlikuje od njih. Sej Kučan je tudi rekel, da je kaj protestant, ali kaj je rekel tam proti Pučniku. Ne? Pučnik je rekel, da je pač ateist, ne? On je pa rekel, da je pa protestant. V Kančevcih je šola, kjer je Novovat verouk učil. Prosim? V Kančevcih, samostano gor, je šola, kjer je Kučanov oče učil verouk. Ja, pa se to čisto vse. Pa bil Mađaron, pa fašist. Strica Turka so pa obesili kot sovražnika režima in imate v temni strani mesta fotografijo, ko ga obesijo. To je Kučanov stric. Mađaron. Negoče je bil tudi Mađaron, pa kaj, on je pa komunist. A pol resnica, da je Kučan Mađar, ker to sem jaz slišal. Seveda. Pa ne samo Mađaron. Negoče je bil Mađaron, se pravi pripadnik, veste, to sem pisal pa v eni prejšnjih knjig. To imate vse dokumentirano. To so ljudje, ki so lahko vse, kristjani, budisti, Hare Krišna, fašisti, komunisti, to je vse. Slovenci, Jugoslovan, partic, protestant, ne vem, če obstaja protestantski partijski pastor. Potem bi tudi to bil. Če ni več vprašanj, bi vas jaz lepo se vam zahvalil za vse to, za prijazen sprejem in vas povabil, če bi kdo želel knjigo, se pravim, jaz bi tukaj napisal potem njegov ime, priimek, dobi račun in mu potem upišem in potem dobi knjigo, se pravi knjigo zdajle dobi, račun dobi pa domov.